Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli danes na sveti priporočila, taka zelo uporabna, tako da boljš, da imate zraven nekaj za zapisati. Kaj ti posredovali bomo na svete, kam se lahko odpravite na družinski izlet mečkeno izven meja. Vsekakor spodbujamo, da gremo na izlet, da gremo na družinski izlet, ne v nakupovalno središče, ampak dejansko kam drugam, v naravo. In pravlični bodo tile predlogi, kajti v moji družbi je tudi avtorica krasnih vodnikov pravličnih poti Slovenije. Tukaj imam recimo 3 in tole se res splača imeti na družinski knjižni polici, zaradi tega, da ti nikoli ne zmanjka idej. Irena Cerar, pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljeni. Pripravila si 4 poti za mečken izven Slovenije, ne? Ja, jaz bi morala za uvod vendarle povedati, da sem s knjigami raziskala že celotno Slovenijo, naravno dediščino, kulturno dediščino, potem me je pa zamikalo, da bi šla še malo naprej, da bi šla čez meje, kjer živijo seveda tudi Slovenci. Se pravi, med vrsticami si zdaj gledalcem hotela povedati, ne? Najprej raziščeš Slovenijo. Pred domačim pragom. Tako, ja. potem pa ven, ne? Možnosti so številne, no. Mene je recimo zamikalo to, da Slovenijo kar dobro poznam, ampak sem hodila na počitnice pod Kolovrat. In sem večkrat se uspenjala tja na Kolovrat, to je na meji med Slovenijo in Italijo, in zrla dol v Benečijo. Benečija je pa polna takih drobnih dolinic. In sem si rekla, pa jaz nič ne vem o teh krajih. Kaj, če bi jaz začela zahajati tudi tja? In tako me je premamo in Čedat in vsi ti kraji. Pa slišala sem za Rezijo seveda, kdo je ne pozna. In sem ugotovila, da jaz v resnici čist nič ne vem o teh koncih. Odlično. In začeli bova dejansko z Rezijo. Torej, prvo priporočilo za tako krasno, čudovito pot za družinski izlet. Mene je malo sram. Res, Irena, jaz ti kar povem, resnično me sram. Prepotovala sem svet, šla sem na potovanje okrog. Velik del sem videla in Azije in vsega dela dejansko, ampak pismo premalo poznam Slovenijo in premalo poznam vse te bližnje kraje, ne? In prejle si rekla, ja, Rezija, kdo pa to ne pozna? Po imenu. Po imenu zagotovo zaradi Zverinic iz Rezije. A je res? A ja, to je to. Zverinice iz Rezije. Ja, zato sem tudi želela začeti tukaj. Zverinice iz Rezije je zapisal na terenu ljudske pripovedi iz te doline Milko Matičetov in zdaj zadnjega septembra smo praznovali 100-letnico njegovega rojstva. Ja. In on je zelo rad tja zahajal, bil je etnolog, zapisovalec in je odkril, da je v Reziji, v tej dolini, neizmerno veliko pripovedovalcev. Tam so si zgodbe res pripovedovali zvečer, skupaj in vsaka vas je imela več dobrih pripovedovalcev. In on je tam odkril recimo eno zelo dobro ženičko, ki je krasno pripovedovala zgodbe, to je bila Tina Vajtova in je potem zelo intenzivno z njo delal in zapisal več kot 500 pravljic, pripovedk, legend, ki jih je ona njemu pripovedovala. Tako da je to eno res bogato pripovedno izročilo. In zato, ker so vsi ti prebivalci teh krajev zamejskih pač ogroženi oziroma so Slovenci potopljeni v druge jezike, v sosednjih naših narodov, so vse te zgodbe za njih zelo pomembne kot eno identitetno sidrišče. In zato so jih veliko zapisovali, zato so žive. Ok, zdaj pa napokali smo se v avto. Kaj bomo zdaj iz Ljubljane, recimo, če gledava do Rezije, imamo koliko vožnje? Ja, kar kakšno uro pa pol. Ja, to je zdaj kao velik, ne? Ne vem, zdaj na pamet govorim, jaz sem bila sicer za potrebe te nove knjige 8-krat v Reziji. Najbolj priporočljiva pot je čez Trbiž. Tako hodijo tudi Rezijani, kadar pridejo v Ljubljano. Lahko gremo pa tudi z druge strani čez Videm. Skratka, gremo po Kanalski dolini in zdaj pa ne vem, kje je. Skratka, tam nekje čez mečken se ne znajdejo, pa bomo prišli do Rezije. Kaj pa zdaj tam lahko počnemo? Poleg tega, da se zavedamo, da je to res neko tako izjemno vzdušje in ta
navdih, da lahko mogoče še sami kakšno zgodbico, pravljico napišemo. Kaj bomo zdaj tam počeli? Jaz mislim, da najpomembnejša je priprava, da si mi kaj preberemo, preden gremo, zato ker je fino kaj tudi vedeti. Ali pa v avto, razen če ti je slabo, kaj bereš. Na ravnih cestah. Zato, recimo, jaz vem, družine mi povejo, da potem v avtu berejo te zgodbe in berejo te moje tekste, da se v bistvu otroci in tudi odrasli mar pripravijo, da jim kaj povejo. In ko pa pridemo v Rezijo, je pa to ena lepa alpska dolina. To je samo 11 km doline z majhnimi vasmi in najbolj se nam splača iti v Solbico. Solbica? Solbica. Na Solbici je en nov muzej rezijanskih ljudi. In ta muzej je tak majhen, v eni 200 let stari plocovi domačiji. Lahko vidimo, kakšna je bila tradicionalna hiša. Posvečen je pa tudi pravljicam, temu njihovemu izročilu. In tam lahko srečate domačine in slišite tudi to posebno rezijansko govorico, ki je takšna arhaična, ima take stare besede, lahko se razumemo, lahko se pogovarjamo, ampak ima pa en takšen čist drugačen prizvok. Je kakšna beseda v spominu ostala? Recimo, ko prideš tja, če poznamo Zverice iz Rezije, poznamo iz teh zgodb veliko teh imen vasi, ker te pravljice so značilne, da so zelo lokalizirane, njihova imena so noter in tako. Recimo, tam pri Tigu je bila lisica, ki je imela svoj brlog. In potem ti prideš tja in so vsa ta imena, ki so v pravljicah navedena, kar naenkrat realna imena. In je tako, da bi prišel v eno pravljično, mitološko deželo. In imajo take opisno zanimive nazive, recimo reka, ki teče čez dolino, je ta velika voda. Ja. In mislim, da so taki, prav za nas zveni tako na nek način arhaično in pravljično. Odlično. Evo, ta se vsekakor znajde na našem seznamu. Zdaj bo sploh vedno več bo takih dni, ki so primerni za to. Naslednji predlog. Nisem še čisto zaključila. Na Solbici, poleg tega malega muzeja, se pa začne Talipa pot, rečejo. To je pa ena krasna, označena krožna pot, ki se bo znašla tudi v moji knjigi. Odlično. Naslednji predlog, zdaj nek krog delamo, ne? Ja, v smeri Urinega kazalca. V smeri Urinega kazalca. Gremo na Koroško, v Avstrijo. Te dve meji sta najdaljši, pa tudi najbolj res zanimivi. Tako po 17-18 izletov bom imela na vsaki od teh meja. In je bilo zelo težko izbrati, ker ste rekli, da ne izberem po en predlog na eno mejo, to je bila precej nemogoča naloga. Ker da bi med množico otrok mogla izbrati najljubšega. Ampak, jaz sem se odločila, da za Koroško morda izberem dolino Poden. To je še ena alpska dolina, ki velja za najlepšo v Karavankah. Je pa nam čisto blizu, ker ko prečkamo Vršič, prelaz, je to dolina levo od prelaza, še preden se začnemo spuščati dol proti dolini, en tak skriti žep, ampak tak res poln enih naravnih znamenitosti. In je zelo bogat z ljudskim izročilom. Tam naj bi po slovenskem izročilu živeli divji možje, gorni možje, potem žalik žene, so zelo znane te pripovedi, ki so svetovali kmetom, kdaj naj sejo, kdaj naj žanjejo. Potem razni gorski škrat. Ja, seveda, ljudsko izročilo je polno čudežnosti. Ampak jaz verjamem v škrate in vile. Absolutno imate pravico do tega. Hvala. Tako, sicer pa izlet vsako leto, tudi letos z Jožetom Munihom v Tolmin na energijske točke, megalite, take in drugačne stvari. In kaj pravzaprav to je, bo pa kar dajmo se spomniti, kaj je sam povedal Jože Munih. Ja, zanimivo, kakor ste omenila telo, dejansko tudi v naravi so isto te točke, ali pa tako, kar smo ugotavljali, krogi so povezani med sabo in tu se da točno določiti tudi linije, lep mi je izraz pajkove niti, da je potem to povezano in vse preko meridianov, kakor v telesu, tudi v naravi, dejansko smo enaki. In tudi v naravi dobimo res močne točke, kjer se človek lahko res energijsko obogati, kolikor pač telo lahko sprejme. Sej škode ni, če je recimo tam malo več časa, ker telo vzame, kolikor rabi. Tako
Tako, mi pa se vračamo v najlepšo dolino Karavank, ne, tale Poden. Ja. Poleg tega, da bomo tam zdaj srečali vile, pa škrate, pa vse te velike, ne, in majhne stvari, kaj še lahko tam počnemo? Ja, ta Poden res ni Poden, ne. To je ena taka izjemno nasičena dolina z naravnimi znamenitostmi. Tam je eno majhno jezerce, se imenuje, čist turkizne barve, ki je po izročilu povezano z Blejskim jezerom. Ja, na koncu doline je pa največja znamenitost, pravijo, da je najlepši gorski travnik v Karavankah. Ena takšna uravnava trava z balvani, z smrekovim gozdičkom, zadaj je pa tako eno ogromno ustenje vrtače, ene take gorskega grebena. Tako da je res ena taka čudovita kulisa ravno za pripovedovanje pravljic, za branje, za malico, za igro, za meditacijo, za karkoli. Ni čudno, da hodijo iz celega sveta snemati pol, ne? Filme tudi pa tak, ne? Ne vem, ampak kadarkoli sem bila tam, sem bila sama. Tako da ni zelo obiskan, mislim, da bi se trlo turistov, pa tudi lahko dostopno je v ta zadnje slovenske gostilne, je pol ure hoje, če pa začnete na začetku doline, je pa recimo 1 uro. To so nasveti, koliko je od gostilne stran, ne? To bojo šoferji hodili vedeti. Če gremo naprej, Monošter, to je pa že Madžarska, ne? Ja, zdaj smo pa gor v tistem kotičku na tromeji med Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo. Na kotičku, kamor pa res redko kdaj Slovenci zaidemo. To je v bistvu geografsko del Goričkega, če ste bili kdaj na gradu Grad, to je potem še malo naprej na madžarsko stran. In tam je nekaj slovenskih vasi, ki so pa vedno manj, bi rekla, slovenske. Je pa Monošter nekakšna prestolnica teh porabskih Slovencev. Tam je ena krasna baročna cerkev, ena najlepših na Madžarskem, ki je z eno ogromno fresko Monošterske bitke. Ta kraj je postal slaven zato, ker so v tem kraju je krščanska vojska premagala Turke, ki so želeli priti na Dunaj. In tam so jih ustavili in potem se je to v 17. stoletju ta zgodba nekako počasi zaključila. Še kaj druga poleg cerkve? Ja, tam je tudi en slovenski dom, kjer si lahko se srečate z uredniki časopisa, prav slovenskih hotelje, potem je en muzej Avgusta Pavla, ki je bil raziskovalec porabja. Če pa želite še malo narave, pa malo miru, pa tišine. To zdaj čakam. Potem je pa čisto blizu Monoštra eno krasno jezero Haršaš, kjer se lahko sprehodite, je eno tako akumulacijsko jezero, ampak je zdaj tako en tak kraj miru, enega počitka, da je tak zelo lep sprehod, če ga obhodimo. Wow, lepo, lepo. Čeprav moje srce je še vedno v Podnu. Utemeljeno. Utemeljeno. Koroška je sploh polna takih kotičkov. Je? Ja, mene je zelo presenetila. Premalo poznamo. In četrti potem nasvet bi bil pa kje? Ja, Hrvaška je bila pa zame eno takšno popolno odkritje, zato ker s Hrvaško imamo pa drugačno zgodovino, seveda tukaj govorimo ne o krajih, kjer bi živeli zamejski Slovenci, ampak o krajih, ki so nekako povezani z nami na različne načine. Pa ni Krk? Ja, pa ni Krk, ja. Recimo prvič v življenju sem bila v Varaždinu zaradi te knjige in je krasno mesto, tako zelo povezano z nami pa z našo zgodovino. Ampak za današnjo predstavitev sem pa izbrala Veliki Tabor. Veliki Tabor. A ste bili? Ne. Sploh ne. Veliki Tabor je od Slovenije oddaljen 10 minut. Ja, Bistrica na Sotli je recimo mejni prehod ali pa iz Olimi, lahko gremo čez mejo. Ali bi še kdo rekel, da je to slovensko? Hrvaško Zagorje. Ista gričevnata pokrajina, tako kot na naši strani. Jezik zelo podoben, ne veš, a poslušaš slovenščino s hrvaškim naglasom ali obratno. In ta Veliki Tabor je pa res eno veliko presenečenje, ker je krasen grad. Iz 15. stoletja, ki ga je zgradil Herman Celski, Friedrichov oče, in tam iz 3 metre oddaljenega Desiniča naj bi bila pa Veronika Deseniška, ki je bila nesojena ljubica oziroma ta tragična zgodba o Friedrichu in Veroniki Deseniški naj bi izhajala iz teh krajev in z tega gradu. Tako da je to skupna kulturna dediščina, naša in hrvaška, s tem, da so oni naredili na tem gradu res celo zgodbo iz Veronike Deseniške. Boljš kot Celjani?
Ja, zelo sodelujejo oba muzeja, ja. To je že treba reči, tudi skupne publikacije izdajajo, ampak oni so pa prav upisali to kulturno dediščino o Veroniki Deseniški v svoj register kulturne dediščine. Tako da tudi je cela razstava o Veroniki na tem gradu, pa popolnoma je obnovljen, krasen tako arhitekturni biser iz 15. stoletja, res tak imeniten grad. Pa tudi se da sprehoditi okoli, do ene kapele svetega Ivana, ki je poslikana s to ljubezensko zgodbo med Friedrichom in Veroniko. Wow, to je pa prav romantični izlet. Ja, romantičen izlet. Pa tudi pokrajina je taka mehka, valovita, tako da vas res zlahka očara in gledate z te strani tako, kakšna je Slovenija, tako samo čez Sotlo. Odlično. Hvala, Irena, za vse informacije, ki si jih predala. Poden si mi pa prodala. To pa, evo, kar takoj. Pol ure od gostilne, a ne? Pol ure od gostilne, to je najbolj. Evo, mi smo tudi naše goste spraševali, kam kaj grejo na družinski izlet, kam kaj hodijo na izlete in držali smo pesti, da ne rečejo v ta bližnji nakupovalni center. Zanimivo vprašanje, ker Slovenija je res zelo lepa, kamorkoli greš je vedno lepo. Bi pa priporočala v bistvu vsem, ki si to želijo in zagotovo zmorejo, da bi šli enkrat na Triglav. Fantastična izkušnja. Drugače pa tako malo bolj lahka pot pa v bistvu slap Savice. Nekaj najlepšega. Ali sprehod recimo tam ob Bohinju. Ja, najraje gremo na most na Soči ali pa v Tmin. Tam je pa dobro. Po zimi gremo najrajši v Kranjsko Goro in potem se tam gremo kaj sprehajati. Če je sneg, recimo, je fajn, ker mi snega nimamo, da smo malo na snegu. Drugače poleti gremo kaj do morja. Smo pa drugače, jaz sem tam v okolici Sežane in tam imamo ogromno lepih gozdov in mi kar tam hodimo. Takole, ja, evo, pravlični izleti, da res nekaj lahko doživimo, tako rekoč, ni treba iti daleč, ni se treba usesti na letalo, da bi kaj lahko videli, da bi kaj lahko doživeli. In Irena, zdaj podala si, vse si rekla, najprej si fajn raziskala Slovenijo, pa potem čez, ampak če bi se pa vendarle na Slovenijo, da bi se, kateri izlet bi izbrala? Jaz imam v Sloveniji kar nekaj takih ljubih kotičkov, kamor nisem edina, ki jih obiskujem. Ja. Recimo zelo rada hodim v Bohinj, zato ker je v nasprotju z Bledom, tako se vse umiri, pa konc sveta je, saj se reče v konc, Ja. Ukanc, to pomeni v konc sveta, se vse neha, cela dolina in ogromno je goran okrog. Možnosti so neštete za majhne, nizke pristope, za resne gore, za soteske, za reke, tako da Bohinja se nikoli ne naveličam. Rada imam Jezersko, recimo. Na Jezerskem imamo tudi delamo take vikende, pa hodimo tam, pa malo se učimo, pa zdaj bomo imeli o rastlincah se bomo učili tam. Super, ker Jezersko je pa taka krasna kulturna krajina, tam že pogled proti goram, pa proti tistim, pa njihove ravnice, pa vse te poboža. Krasno, čudovito. Hvala lepa, Irena Cerar je bila tudi danes v moji družbi in zdaj ste slišali, zdaj pa je treba to v prakso pripeljati, Tako da zdaj je akcija, koledar v roke in določiti, kdaj greste. Ni debate. To je to. Evo, še kaj več informacij pa na klepetopkavi.si, tudi kar se tiče tega izleta, ki gremo v Tolmin. Fajn.